Imamo pa eno zelo konkretno, zelo jasno zahtevo, preko katere se bo pokazalo, kdo dejansko se zavzema za demokracijo, kdo se zavzema za oblast ljudstva, kdo pa dejansko podpira neonacizem, diktaturo in razgradnjo demokracije. Namreč, naša zahteva se glasi: fašizem, neonacizem, slavljenje Hitlerja, grožnje smrtjo in nadlegovanje posameznih državljank in državljanov niso in ne morejo biti dejavnosti v slovenskem javnem interesu. Zahtevamo javno razjasnitev vseh povezav med stranko SDS in skrajno desničarskimi organizacijami ter posamezniki, med drugim tudi s tako imenovanimi rumeni jopiči in društvom za promocijo tradicionalnih vrednot. Zahtevamo, da se društvu za promocijo tradicionalnih vrednot nemudoma odvzame status društva v javnem interesu. Zahtevamo, da se sproži vse ustrezne postopke na Ministrstvu za kulturo in da se do omenjene situacije ne samo z besedami, temveč dejanji opredelite v vsaki politični stranki. V vsaki politični stranki. Molk v tem primeru lahko pomeni samo eno: odobravanje. Nedelovanje proti neonacističnim stališčem pa pomeni zgolj podpiranje in omogočanje teh stališč. Slovenke in Slovenci smo že enkrat premagali tako fašizem kot nacizem in bomo tudi ponovno. Smrt fašizmu! To je jasna in konkretna zahteva, ki jo bomo predali vsem političnim strankam in potem bomo napetih ušes in odprtih oči čakali na njihov ne samo odgovor, ampak na njihova dejanja. Ne bomo pa naredili tega, samo tega, kajti danes na tem mestu sklicujemo za naslednji petek ob 7. na tem mestu vseslovenski shod proti fašizmu in neonacizmu. Vseslovenski shod proti fašizmu in neonacizmu. Čas je, da jasno pokažemo, da ni nikakršnega prostora, nikakršne centimetra te države ali kakršnih koli tudi socialnih omrežij, ki bi bil to vrste ideje dobrodošle ali dovoljene. In kakršne koli nadmorske višine od Kopra do Triglava in vseh krajev vmes, vključno z Ljubljano, ne gre, ne bomo pustili in zato sklicujemo ta vseslovenski shod.